Letos mineva 71 let od poslednjega boja Pohorskega bataljona. Zato bo jutri ob 11. na prizorišču padca znamenitih borcev spominska slovesnost. Več o tem pa bosta povedala dr. Marjan Žnidarič, zgodovinar, in dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Dobro jutro želim obema. Dobro jutro. Najbolje bi bilo, da bomo vedeli vsi, zakaj gre, osvežiti spomin ali pa podučiti tiste, ki ne poznajo, kaj se je zgodilo leta 1943 na Pohorju. Ja, moramo vedeti, da je takrat že leto pa 3/4 druga svetovna vojna trajala, da je nemški okupator tukaj na slovenskem ozemlju izvajal izredno nasilje. Mi vemo, da je v nemških ponemčevalnih načrtih bilo predvideno, da slovenski narod izgine z obličja zemlje ali pa se popolnoma ponemči. In zaradi tega je tudi po letu 1941 že prišlo do odpora. No, v letu 1942 so potem že nastajale večje partizanske enote in ena od takih, ki je nastala tam septembra 1942 leta, je bil tudi Pohorski bataljon, po tistem, ko je vodstvo slovenskega odpora iz Ljubljanske pokrajine poslalo na Štajersko pomoč v živi sili s prihodom druge grupe odredov. In eno od teh bataljonov, ki so takrat nastali, poleg Savinjskega in Koroškega še Pohorski, je bil tudi ta bataljon, ki je v obdobju od septembra ali pa začetka oktobra pa do tega svojega padca, mislim, da okrog 105 akcij je izvedel, takšnih in drugačnih, nekatere rekvizicijske, nekaj je bilo tudi kar resnih spopadov, nekaj likvidacij okupatorjevih sodelavcev ali izdajalcev, pa tudi nekaj napadov je bilo na žandarmerijske postaje, na policijske postaje, skratka na okupatorjeve objekte, in ki so služili njegovi okupacijski politiki. No, in nemški okupator je videl, da če hočejo Spodnjo Štajersko pokoriti, ker to je bilo predvsem nezaslišano, ker so smatrali Spodnjo Štajersko kot del Tretjega rajha in so Nemci bili nekako njihov ponos prizadet s tem, da imajo zdaj tu sredi rajha tako rekoč eno partizansko enoto, ki non-stop zgago povzroča, če tako preprosto govorim. In so na vse načine poskušali že tam novembra in decembra priti do bataljona. Več hajk so delali, ampak bataljon je bil zelo gibljiv in je se gibal od vzhodnega do zahodnega Pohorja, od Vitanja pa gor do Ribnice, do Drave. Skratka, bataljon se je vedno izmikal resnejšim ali pa takim odločilnim spopadom, ker je vendarle nemška policija in pa orožništvo pa Wehrmanni so številčnejši bili. Poleg tega so v teh akcijah tudi prvič na Slovenskem Štajerskem Nemci redno nemško vojsko Wehrmacht uporabili proti bataljonu. No, in da skrajšam, proti koncu decembra so nekako, ko se je bataljon odločil tam sredi decembra, da si zimski tabor zgradi na Osankarici, oziroma pri Treh žebljih pri Osankarici, takrat so oni potem storili vse, da zvedo, kje se ta bataljon nahaja, in to jim je nekako po več kanalih nekako uspelo, tudi s pomočjo teh gozdnih delavcev, ki so nekateri simpatizirali z okupatorjem, da so približno locirali. Vidi se, da tudi na dan napada, ko se je napad začel, so bili prepričani, tako zdaj vsi indici kažejo, da je taborišče bataljona nekoliko severneje oziroma od tega kraja, ker je bataljon dejansko bil skoraj 2 km stran. Tako da oni tudi na dan napada niso imeli mikrolokacije, ampak je prišlo pač, zato so take velike obroče okrog bataljona naredili, ker so oni blokirali kar veliko območje. No. In v tem spopadu, kot veste, je potem padlo 69 borcev in bork, vsi praktično, ki so takrat bili v bataljonu. In prvič zato, ker vodstvo bataljona ni vedelo, kakšna je ta premoč okupacije sovražnikov. Oni so mislili pač, da je spet eno od takih akcij, kot so običajno bile. Podatki pišejo, da bi bilo 2000, celo. Ja, celo več. Oni so mislili, da je spet ena od takih akcij, kot jih je že več bilo in ko ni bilo problema, ker bi sicer sigurno poveljnik forsiral preboj na enem mestu in bi po moji sodbi vsaj polovica borcev ostala živih. Oni so pa borbo sprejeli in tako je do tega tragičnega dogodka prišlo, da je cel bataljon padel. Pomen tega pa je predvsem v tem, da je ta tragični padec bataljona to moralo ljudi na celem Pohorju in ob Pohorju dvignil in da je potem odpor v naslednjem obdobju bil še veliko hujši kot prej, ravno zaradi te sadističnega uničenja celotnega bataljona. To je ta, bi rekel,
sporočilo tega Tako, spopada, zato govorimo o sankarici slovenske Termopile, ker so pač vsi borci padli, ko so branili domovino. In zato vsako leto tam tudi pripravljate neko spominsko obeležje. Eno takšno se bo zgodilo jutri, ko sem že v uvodu dejal, ob 11. uri. Kakšen svet, kaj narediti jutri, kdaj oditi, kam priti? Ja, zdaj, kar zadeva občino Slovenska Bistrica, v bistvu obeležuje ta dan padca z spominskim dnevom že zdaj več časa osamosvojitve. Mogoče bi samo še to jaz dodal, da ta dogodek je po mojem zelo zgodovinsko pomemben. Ne nazadnje ga jaz vidim tudi kot enega od teh prispevkov v celem času nastajanja slovenske države, pač v tistem času. In v tem smislu mislim, da ga treba imeti tudi v smislu spomina, pa tudi opomina na tiste čase, opomina pa nam vsem, ki smo danes odgovorni za to, kar se recimo dogaja v Sloveniji. Zdaj, kar zadeva tega obeleževanja, ko ste že omenili, vsako leto sta dva dogodka. Eden je torej ta, ki bo jutri na samem mestu padca, obeležitev tega padca spominska. Zdaj, kar se zadeva tudi moče nekoliko logistike, bi na to pozoril, da dostopi iz bistriškega dela na Pohorje so do Treh kraljev. Od tam naprej je potrebno pač oditi pravzaprav peš do Sankarce in kasneje seveda še tisti del do bojišča. Avtobusi bodo vozili tudi Slovenske Bistrice brezplačno ob 9. uri je odhod. Kar zadeva ostalih dostopov niso možni, to pa zaradi tega, ker mi vsako leto beležimo bistveno večji obisk na tem delu in je potrebno poskrbeti za vse, kar je s tem povezano. O kakšni številki lahko govorimo? Ja, govorimo recimo v lanskem letu več tisoč, recimo 2000 ljudi. Ja, ne, veste, ampak še moče več, to je zdaj taka groba ocena, je pa to glede na razmere prometne ni tako enostavno, kot zgleda mogoče na prvi pogled. Ob tem, da bi še mogoče posebej opozoril, da je zagotovljen skupaj z občino Ruše tudi dostop iz ruške strani, ampak samo za osebna vozila, to smo v letošnjem letu postorili. Zdaj, kar zadeva same te prireditve, jo pač organiziramo skupaj z sosednjimi občinami, Maribor, Ruše, Zreče in pa Konjica, Oplotnica. No in še mogoče samo za sredo, za sredo je ta spominska slovesnost. 8. januarja ob 18. v Viteški dvorani Bistriškega gradu tudi spominsko srečanje in okrogla miza. Tako, okroglo mizo bo vodil pisatelj in novinar gospod Kodrič, potem pa bodo tu predstavniki zgodovine, gospod Penič pa gospod Žnidaršič, ki je tu z nami, in pa dva predstavnika še borcev, gospod Franta Komel in Franc Sever, Franta tudi dva. Tako gre za to. Na Pohorju dolgo partizanila tam od... Torej vse tisti, ki zanima še kakšen podrobnejši podatek in želijo se pogovarjati o tej temi, vabljeni 8. januarja ob 18. v Viteško dvorano Bistriškega gradu. Hvala vama za obisk v studiu. Pa hvala, da ste ponovno povedali, kaj se je takrat dogajalo. Hvala še enkrat.